Jaz moram reči, da je trenutno stanje kar v redu. Konec koncev tu najprej se moram zahvaliti vsem najprej tistim, ki delajo v teh podpornih službah, ki res so izjemno resno in odgovorno vzeli svoje delo. Prav tako pa me veseli, da se občani držijo navodil, predvsem kar se tiče gibanja, druženja. In moram reči, da tudi verjetno zaradi tega imamo v Brežicah in pa seveda tudi skoraj v celem Posavju bistveno manj obolelih, kot jih je pa kje drugje. Seveda tudi treba povedati, da glede na to, da je občina tudi obmejna občina, ima kar precej drugih težav, predvsem tu gre za zdravstveni dom, ki izvaja praktično testiranje, seveda in pa tudi bolnišnica. Vemo, da pa nam je tudi dom upokojencev, tudi imamo kar nekaj beguncev, katere je bilo potrebno testirati, prav tako seveda tudi kot obmejna občina je bilo potrebno testirati tudi določene tuje delavce, ki delajo v Sloveniji, tako da moram reči, da res je kar pestro, nenehno se spreminjajo pogoji. Potem je pa pomembno tudi, da se je pokazalo v Brežicah ponovno, tako kot že večkrat, da imamo izjemno dobro razvite te podporne službe, zaščito, reševanje in da seveda znamo med seboj sodelovati, tako zdravstveni dom, policija, zaščita, reševanje in seveda tudi vsi ostali zavodi, ki so vključeni. Prav tako seveda smo v nenehnem stiku tudi z šolami, predvsem tudi po videokonferenci imam tudi kolegije z ravnatelji, kjer seveda nekako ugotavljamo tiste najbolj pereče stvari, ki se dogajajo v tem času, predvsem kar se tiče šolanja na daljavo. Zato smo tudi seveda šli določene akcije, da smo izbrali tudi računalnike za tiste, ki nekako niso imeli teh računalnikov kvalitetnih ali pa dostopa. Predvsem pa večji težava bilo v tem, ko je več ljudi, otrok pri eni hiši, da ni imel vsak svojega računalnika in seveda bilo težko to spremljati. Naenkrat zato smo tudi preko donacije, akcij zagotovili dodatne računalnike, katere smo razdelili. Nekaj smo jih celo v občini še dodatno dokupili in moram reči, da kar te stvari potekajo v redu. Prav tako pa za tiste, ki pa vseeno te ranljive skupine, predvsem kot so Romi in pa podobni, ko pa nimajo te možnosti, pa jim še vedno v šolah tudi določene stvari kopirajo, tako da tudi šolanje teče nekje toliko normalno. Vlada je na četrtkovi seji sprejela nov spremenjen odlok, po katerem se v ponedeljek odpirajo trgovine z gradbenim materialom, avtosaloni in servisi. Znova se bodo lahko opravljale storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki, kot so vrtnarske storitve, krovska in fasaderska dela, prav tako osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. Dovoljene bodo športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi, ob ohranjanju varne razdalje do drugih. Od 4. maja dalje pa bodo svoja vrata lahko odprli tudi frizerski in kozmetični saloni. Letos bo prvič po 20 letih od uvedbe odpadlo nacionalno preverjanje znanja, ki ga zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Vse izpitne pole, ki so že pripravljene, bodo na Državnem izpitnem centru vseeno dostopne v elektronski obliki. Učenci in učitelji jih bodo lahko uporabili kot dodatno gradivo pri utrjevanju znanja ali zaključevanja šolskega leta, če bodo želeli, je ob tem povedala ministrica Simona Kustec. Številni ukrepi, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije s ciljem zajezitve širjenja okužb s COVID-19, so omejili javno življenje in spremenili način vsakdanjega življenja. Delo in aktivnosti je primerno prilagodila tudi občinska uprava občine Sevnica. Od 13. marca so tako omejeni osebni stiki z zaposlenimi na občini Sevnica, kljub temu pa zaposleni nemoteno opravljajo tekoče posle in so dosegljivi na telefonskih številkah in elektronskih naslovih. Imenik zaposlenih je objavljen na spletni strani občine Sevnica.
Za nujne zadeve, ki jih ni mogoče rešiti preko telefona ali elektronske pošte, je občankam in občanom dostopna enotna vstopna točka občine Sevnica in upravne enote Sevnica. Vstop v občinsko stavbo je mogoč z masko in rokavicami oziroma v primeru vstopa brez rokavic z razkuženimi rokami. Razkužilo je na voljo v preddverju stavbe.